Zgodaj zjutraj spet nesreča na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno. V delovni zapori se je prevrnil tovornjak, avtocesta je bila v obe smeri zaprta skoraj 11 ur. Le 12 ur predtem so bila na istem odseku v hudi nesreči udeležena 3 vozila. Po zadnjih podatkih je bilo poškodovanih 5 ljudi, eno osebo so v ljubljanski klinični center odpeljali s helikopterjem. Okoli 13. ure pa še ena prometna nesreča in novi zastoj, tokrat med Črnim Kalom in Kastelcem. Nekaj po 5. uri zjutraj se je v delovni zapori med Razdrtim in Postojno tovorno vozilo prevrnilo na levi bok, pri tem pa oplazilo avtobus, ki je pripeljal v nasprotni smeri. V avtobusu ni bil poškodovan nihče, poškodovanega voznika slovenskega tovornjaka, sicer državljana Indije, pa so odpeljali v ljubljanski klinični center. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila na tem odseku primorska avtocesta zaprta do 16. ure. Katastrofa. Ne se zamisliti. Ne vem, če bom kupila letos vinjeto, ker v bistvu ni za iti z avtom na avtocesto slovensko. Avtocesta je bila zaprta v obe smeri, promet pa preusmerjen na regionalno cesto. Zaradi nesreče so na Fernetičih ter na Štajerski in Pomurski avtocesti iz prometa izločali tovornjake. Naša ekipa se je ob 7. uri zjutraj odpravila proti Postojni. Za pot, ki običajno traja manj kot 40 minut, je potrebovala kar 3 ure. Barbara Bašič. Gledate posnetke jutranje nesreče na primorski avtocesti, ki se je zgodila nekaj minut čez 5. uro zjutraj. 36-letni voznik tovornega vozila se je prevrnil na levi bok in pri tem oplazil avtobus, ki je pripeljal nasproti. Tovornjak se je prevrnil ravno na delu, kjer poteka preusmeritev prometa iz enega dela na drugi del avtoceste. Nesreča je tako popolnoma zaustavila promet proti morju. Zjutraj smo se z ekipo skušali pripeljati do prizorišča. Ura je malo pred 8. zjutraj in z ekipo se poskušamo prebiti po primorski avtocesti, no in v nepremikajoči se koloni smo obstali malo naprej od izvoza Logatec. Kot lahko vidite, je primorska avtocesta popolnoma blokirana, vse stoji. Na eni strani so avtovrnjaki, ki se izločajo, in na drugem pasu so osebna vozila. Ura je 9, kar pomeni, da že 1 uro stojimo na mestu, premaknili se nismo niti za centimeter, še vedno smo na primorski avtocesti, ki je še vedno popolnoma blokirana. 36-letnik, povzročitelj nesreče, je v tovornjaku prevažal svinjske polovice. Tovor je bilo treba po razsutju pretovoriti, kar je krivo za popolno blokado cestišča. Pretovarjanje je trajalo več kot 7 ur. Pretovor je potrebno narediti na roke, ker gre za svinjske polovice. Ni možno to z mehanizacijo, poteka počasi in ko bo končano, bomo nadaljevali z delom. Po 2 urah, ko se nismo premaknili niti za milimeter, se je kolona končno začela premikati in premikamo se naprej po primorski avtocesti. Premikamo se proti odcepu Unac, zožuje se skupaj na en pas, kjer se vključujejo tako tovorna vozila, avtobusi kot tudi osebna vozila. Po 3 urah vožnje nam je končno uspelo priti do Postojne po regionalni cesti. Vozniki pa po mučnih urah stanja v koloni očitno nejevoljni, celo jezni. 1 uro od Nanosa do sem. Kaj si mislite o vsem tem? Ne vem, če bom kupila letos vinjeto, ker v bistvu ni za iti z avtom na avtocesto slovensko. 2 ure. Kaj je vaš komentar? Katastrofa. Kakšne 2 ure je bilo, ne vem, mislim, da bi mogli malo prej to zarihtati, ker je to groza. Da je dar skriv. Ki na vso jezo voznikov še pred poletno sezono, ko se na naših cestah pričakuje še večji prometni kolaps, odgovarja. Gre v bistvu tudi za 2 popolnoma različni vrsti nesreč. Včeraj smo govorili o naletu, danes govorimo o prometni nesreči, da je vozilo, ki je pripeljalo v zaporo zjutraj 5:12,
se enostavno prevrnilo. In še preden so odcep znova odprli, je na Primorki počilo še drugič danes. Popoldan je trk dveh tovornih vozil namreč za nekaj ur zaprl cesto še pri Črnem Kalu.